Lepo pozdravljeni. Kako pogosto v življenju za stanje, v katerem smo se znašli, krivimo druge? Zakaj menimo, da ob tem nimamo nobene osebne moči in se vse dogaja tako in takrat, kot narekujejo drugi? Kaj se takrat dogaja z našo osebno močjo? Jo sploh prepoznamo in znamo ustrezno in odgovorno ravnati z njo? O tem bo danes tekla oddaja in pogovor z doktorjem psiholoških znanosti Aleksandrom Zadelom. Doktor Zadel, lepo pozdravljeni v našem studiu. Na začetku sem kar uporabila neko trditev, da ta osebna moč obstaja. Nekateri celo pravijo, da imamo ljudje svobodno voljo. Kaj pa potem je ta osebna moč in odkot izvira? Vsekakor imamo osebno moč, če ne bi bili živi. Kako v izobilju je pa osebna moč pri nas na razpolago, je pa seveda nekaj odvisno od potenciala, ki ga imamo, seveda v veliki meri pa, kako mi doživljamo svojo osebno moč, pa kako jo živimo, je predvsem odvisno od nas, tudi v kontekstu omenjene svobodne volje. Omenila sem, da se je navadno ne zavedamo. Kaj to pomeni, da samo ne vemo, da jo imamo, ali gre bolj za ta odnos odgovornosti do tega, da je naše življenje, tudi naša osebna moč, dejansko naša odgovornost? Ljudje se običajno ne zavedamo, da imamo osebno moč takrat, ko smo neuspešni. Takrat, kadar ne grejo stvari v skladu s tem, kako smo si mi zamislili, kako bi želeli, in takrat, ko se počutimo z veliko upravljanja lastnega življenja nemočni. Nemočni smo pa vedno takrat, kadar seveda, ko v neko aktivnost, vedenje vložimo določeno energijo in seveda ne dobimo ničesar nazaj. Takrat seveda je pod vprašanjem naš koncept dojemanja sebe kot uspešnega človeka v življenju. Seveda kot dimenzija uspešnosti seveda se ne veže zgolj na finančno, ekonomsko uspešnost v življenju, ampak kot koliko smo uspešni pri nasplošno našem zadovoljevanju potreb. Omenila sem tudi odgovornost vizavi te naše osebne moči. Kaj pomeni prevzeti odgovornost? Prevzeti odgovornost za to, kako se počutimo, je ena od, bom rekel, kar glavnih odločitev v posameznikovem življenju. Odgovoren človek je v psihološkem smislu lovec. Neodgovoren človek je jaz rečem bolj tej moji terminologiji, pa žrtev. Žrtev seveda je navajena se smiliti samemu sebi in pa seveda iskati razloge za svojo nesrečo, nezadovoljstvo, nemoč v zunanjih okoliščinah. Seveda je to relativno preprosto. In ker je to bolj preprosto kot biti lovec, seveda je to priročen izhod v sili za veliko ljudi, ki ne znajo učinkovito upravljati svojega življenja. Ko omenjate to učinkovitost, kdaj pa se začne ta učinkovito upravljanje vizavi tega, da nismo tako uspešni? Je to nekaj, kar nastane v otroštvu ali se razvija kasneje? Kje se začne? V najzgodnejšem otroštvu. Poglejte, če se otrok zdrav rodi in ima tisto življenjsko energijo in moč, potem seveda na sebi lasten način poskrbi za to, da nekdo poservisira njegove potrebe. Torej, če greva čisto na začetek, v porod, če se otrok rodi s kolikor toliko kondicije, da ni bil porod predolg, ko pride res otrok, dajva reči, izmučen, ne samo utrujen na ta svet, seveda potem, ker mu ne paše na tem svetu, ker je bilo prej lepše, jaz rečem, zajavka, Če pa se otrok rodi po nekaj kratkih urah poroda, in ima tisto življenjsko moč, potem seveda on z vso svojo energijo, jezo kot primarnim čustvom, protestira na tem, kar se mu dogaja. In seveda potem dobi, jaz rečem, tako imenovani servis. Se začne obdobje storitvene dejavnosti staršev in seveda že to, ko mama otroka prvič da na svoje prsi, zato da bi on čutil toplino, sprejetost, varnost in tako naprej, seveda otrok ugotovi in začne seveda ugotavljati, seveda se še ne zaveda v tem racionalnem pomenu besede, da je s svojim vedenjem, svojo aktivnostjo zadovoljil nekatere svoje potrebe. In vedno, ko se on neugodno počuti, ko je lačen, polulan, neprespan, ali ko ga je strah in tako naprej, protestira in če takrat dobi servis, takrat v bistvu on se uči tega, da nadzira, kontrolira, obvladuje svoje okolje. Zato je tako pomembno, da se starši odzivamo na te informacije, niti ne rečem dražljaje, ker je preveč ozko, ampak na informacije, ki nam jih daje otrok in da seveda se mu omogočimo, da ima občutek, da je on tisti,
ki vendarle v okviru svojih zmožnosti drži svoje življenje v svojih rokah. Seveda tekom socializacije od otroka pričakujemo vse bolj kompleksna, vse bolj socialno sprejemljiva vedenja, s katerimi poskuša zadovoljiti svoje potrebe. Kje se pa potem zalomi, če uporabim to besedo, da iz neke faze, če rečemo, ko smo tako pristni in znamo izražati svoje potrebe, ne glede na posledice, če tako rečem, da potem začnemo skrivati oziroma ne živimo več te svoje notranje moči in niti ne prevzemamo posledično odgovornosti zase. V najzgodnejšem otroštvu zopet in tukaj se začne že luščiti odgovornost staršev za to, kako se otrok uči, kako bo v življenju zadovoljeval svoje potrebe. Če se mi na otrokovo zahtevo, potem, da se z njim ukvarjamo, ne odzovemo konsistentno v skladu z vlogo, ki jo imamo kot starši, v skladu z odgovornostjo, ki jo imamo kot starši in seveda z njegovimi pričakovanji in se odzivamo na podlagi tega, kako se počutimo, koliko smo bolj ali manj utrujeni, iz sebe, jezni, razočarani nad življenjem, nad tem, ker nekdo napačno parkira, nad tem, ker nekdo nam ni dal pravilnega, izkazu pravilne naklonjenosti in podobno. Seveda se na otroka dostikrat odzovemo bolj v skladu s tem, kakšne volje smo zaradi vseh teh okoliščin, ki sem jih omenil, kot zaradi tega, kakšni bi morali biti v tem odnosu s svojim otrokom. In seveda otroka začnemo učiti, in to je čista tragedija, ne? Da to, kako se on počuti, ni odvisno od tega, kaj on boljše ali pa slabše počne, ampak samo od nas, od tega, kako se mi v tistem trenutku počutimo. In takrat se začne ločevati, dobesedno trgati ta zavest otroka, da je za to, kako se on počuti, odgovoren on, ampak starši. Seveda, ko staršem gre in to godi, ne, torej njihovemu egu, njihovi občutku za vlogo starša, starševstva, ne, da so oni tisti, ki otroku omogočijo blagostanje, dobro voljo, dobro razpoloženje, zadovoljitev nekaterih potreb. Seveda to v otroštvu izgleda čudovito, celo mi od zunaj gledamo z naklonjenostjo na take starše, ampak se ne zavedamo, kako seveda postavljamo en hud klin med otroka in njegovo samoaktivnost ali pa občutek, da se dobro počuti, da je srečen, zadovoljen zaradi tega, kar on počne, ne pa, kot sem že omenil, počnejo njegovi najbližji, običajno seveda tukaj starši, roditelji. Morda kakšen primer, kako to počnemo, ker tako na splošno se morda sliši, pa saj ne počnem nič takega. So kakšne take, bodisi besede, bodisi dejanja, ki so direktno povezane s tem, da posledično otrok preneha prevzemati odgovornost za svojo osebno moč? Recimo, bom dal en primer, ko so otroci še zelo majhni, potem enega, ko so mogoče malo starejši. Recimo, da ima otrok tam 2 do 3 leta. Ne? Seveda otrok, ki smo ga pustili samega ali v varstvu ali kjerkoli že, ko se vrnemo nazaj k njemu, ali je to na koncu vrtca, ali je to popoldan, ko smo ga pustili pri tašči ali kjerkoli že, seveda nam otrok pokaže, kaj si je mislil v tem času, ko nismo bili skupaj. Nekateri otroci seveda pokažejo to na zelo dramatičen način. Namesto, da bi se starša razveselili, seveda se v bistvu razjezijo. Grejo, pa ga hočejo udariti, pa ga hočejo ugrizniti, pa se vržejo ob tla in tako naprej. Seveda v tistem trenutku se je zgodila samo ena stvar. Otrok ni znal artikulirati svojih čustev. Otrok ne zna reči pri 2 ali 3 letih, mami, pa ati, jaz sem te zelo pogrešal, hudo mi je bilo, ker nisva bila skupaj in sem bil, me je bilo strah, da me boš ves čas pustila tukaj, negotov sem bil, nisem imel kaj početi in seveda to potem izrazi na tak način, kot sem ga prej opisal. Zdaj, kaj bo starš v tem trenutku naredil? Ne? Seveda, in to je zelo težko, ne? Na en način seveda starš mora pokazati hkrati neodobravanje do takega vedenja otrok, hkrati pa mu ne sme tega vedenja zamiriti, torej ga mora čim prej pocrkljati, objeti, mu dati tisto, kar je otrok v tistem času rabil. Torej, če se preveč časa ustavi pri prvi fazi, torej je odklonilen do otrokovega vedenja, hkrati je seveda utrujen, nervozen, naveličan, ve, kaj ima še vse za popoldan narediti, takrat v bistvu se ta vez lahko začne med staršem in otrokom trgati in največ staršev to situacijo upravlja za tem, da otroku nekaj prenese. Mu nekaj materialnega prenese, otrok se seveda razveseli ne starša, ampak tistega objekta, ki ga je dobil in na ta način v bistvu takrat tudi vez med otrokom in staršem začne v tistem pristnem pomenu zamirati.
Torej, ko prije starš domov, otroku bi se moral vnaprej mentalno pripraviti na tistih 5-10 minut plezanja en po drugem, valjanja po tleh. Govorimo še vedno o majhnih otrocih, ne? Na tem, da ga pocrklja, da se pocrta in tako naprej. Ne? To je ključno za to, da se otrok nauči pravilno staršu pokazati, kaj njemu pomeni, ko pride domov. To je prva stvar. Druga stvar pa je potem, seveda, ko so otroci nekaj starejši, pa vzemiva mogoče prve razrede osnovne šole, gremo 3-4 leta naprej, se ravno tako zgodi. Otrok ima takrat že bistveno več socialnih izkušenj. Torej, hodi v šolo, mogo narediti domačo nalogo, mogoče bil kaj vprašan, prinese tak ali pa drugačen feedback v komunikacijo s staršem, hkrati se ga pa grozno razveseli, ker je prišel. Torej, starš pride, otrok že točno ve, ko starš odpre vrata, ali je bil danes dobre volje, ali je bil uspešen dan, ali ni bil uspešen dan, ga prečita. Ne? In seveda si predstavljate zdaj otroka, ki ima slabo novico, recimo kot primer za starša, ker nekaj ni naredil, naredil domače naloge in tako naprej, ali pa ni bil samo tako uspešen, kot misli, da bi staršu bilo všeč, hkrati vidi, da je starš dobre volje, zdaj kaj bo naredil? Mu bo iskreno povedal, kaj se je zgodilo, se bo poskušal sprenevedati. Storilnostno naravnan starš zanemarja čustven stik z otrokom. Njega zanima, ali je naloga narejena, ali je v bistvu bil uspešen v šoli, ali je zdaj za popoldne narejena vaja za klavir ali karkoli že, ta secirane. In tukaj se potem spet zgublja ta občutek, da je za funkcioniranje med ljudmi ključno, v kakšnem odnosu so, glede čustev, ne glede odkljukanja agende za tisti dan. In tukaj se potem zopet trga občutek odgovornosti otroka za svoje vedenje. Zakaj? Zaradi tega, ker ne razume čisto dobro, kaj bi moral početi, da bi bil starš zadovoljen. Ker je bolj odvisno, ta odnos je bolj odvisen od tega, dostikrat, prevečkrat, kako se starš počuti zaradi drugih okoliščin, ne zaradi vloge starša v tem odnosu. Nekaj zanimivega ste omenili in to storilnostno naravnanost staršev. Zdi se, da danes živimo v družbi, ki je storilnostno naravnana. Pa če recimo probava pokukati v eno tako delovno okolje, je tam neka odgovornost in osebna moč? Je sploh tam prostor za kaj takega? Seveda in še kako. Ampak v bistvu jaz ne vidim, opažam tudi, ko delam mogoče terapevtsko delo, čeprav tega zdaj vse manj, da ni prave uravnoteženosti. Ena pozitivna samopodoba, tako pri otroku ali pa pri staršu se razvije samo iz tega, da nekaj dobrega narediš, da dosežeš nek cilj, da nekaj ustvariš v okviru svojih zmožnosti in odgovornosti, ki jih nosiš. To je ključno za razvoj zdrave samopodobe, občutka lastne vrednosti, tega, da z nekaj veljaš, da se ceniš in spoštuješ sebe in seveda ustvariš pogoj, da te ceni in spoštujejo tudi drugi. Torej, ciljna naravnanost je ključna za vzpostavljanje vse te palete enih značilnosti, lepih, o katerih sem govoril. Če pa po poti pozabljamo na odnos, to je pa drugi del enačbe, ki ne sme biti nič, je potem vse skupaj zastonj. Sama storilnostna naravnanost v tem svetu nas je pripeljala v najbolj nebrzdano potrošništvo, ki smo mu danes priča. In seveda, žal, tudi medosebni stik starša in otroka danes vse prevečkrat damo na potrošniški imenovalec. Sem ti zrihtal vse za šolo, imaš vse za obleč, imaš vse za počitnice, si bil tam in tam, to sem ti uredil, zdaj kaj se pa pritožuješ? Zdaj mi je padla ena asociacija, recimo, zdaj sem imel pred časom eno delavnico, predavanje za starše, in so mi hiteli razlagati, kako so bili otroci srečni pri 4 letih, ker so smučali skupaj starši. In pravi, kako je bil srečen otrok, ko ga je on z vajetmi po Krvavcu ali pa po Kranjski gori spuščal, sem ga srečen bil na koncu, ker je bilo konc. Se ga niste videli v obraz, ko se je on po unih strminah spuščal na unih vajetih. Se bolj šalim na ta račun, da v bistvu otrok, za katerega smo kupili karto, reče ob 10 meni se ne da več, še 2 uri imamo karto, moramo iti smučati. So ves čas storilnostno naravnani. Pri 4 letih bi se otrok moral z očetom valjati po snegu, bi se mogel kepati, bi mogel snežaka delati, bi se mogel s sankami voziti, ne pa navajati jih s Krvavcem, pa mu je šlo na koncu, pa je kar šel. To se mi zdi lep primer storilnostne naravnanosti današnjih staršev. Pa se je možno odgovornosti priučiti. Če sva do sedaj nekako bolj odslikala stanje, da od vzgoje dalje nas dobesedno ukalupljajo v neko stanje, če temu tako rečem, da je bolje biti neodgovoren, da je bolje malo zamežati na eno oko, pustiti, da odgovornost prevzemajo drugi. Kako, ko si zaželimo, pa prevzeti potem odgovornost za svoje življenje?
Ne gre za to, ko si zaželimo. Jaz mislim, da tukaj ne gre zgolj za željo, si želeti biti odgovoren, ampak za tisti življenjski kredo, tisti življenjski nagon, ki vendarle poskrbi za to, da se v najtežjih življenjskih situacijah odločamo v skladu s tem, kar mislimo, da je prav, ne tisto, kar je lažje. Ljudje si prevečkrat izberemo lažjo pot v življenju. Študent, ko mu profesor obrne na izpitu hrbet, bo začel prepisovati. Če imamo, ne vem, če lahko nekoga na tak način prenesemo naokrog, da se nam še ne zdi zelo hudo, ga gladko prenesemo naokrog, s tem, da smo mi grozljivo prizadeti, če kdo nas prežene naokrog. To vsak dan vidite na cestah, ne? Če komu izsilite prednost, bo cela štala za vami, ne? Ampak ta človek ne bo nobenega predsodka imel, da bo se vrgel na desno stran, se izsilil pred vas, jaz tebi pa se lahko, ti se pa nimaš pravice jeziti. In tega smo deležni vsak dan v nešteto okoliščinah. Ne? Delamo tisto, kar je lažje, ne tisto, kar je prav. Seveda nam početi stvari, ki so lažje, ne daje tistega občutka lastne vrednosti, kot bi nam šlo, dajva reči. Tudi nas ne dela uspešne in zadovoljne v življenju. Ne? In zato smo mi tako apatični, ker, bom uvedel še dve spremenljivki, ker smo prestrašeni in leni. Ne? Smo prestrašeni in leni in seveda ne vlečemo tistih potez, ki bi nam omogočile, da v življenju, nasplošno povedal, kakovostno zadovoljujemo svoje potrebe. Ne? In tukaj ni tega prepleta. Ne? Je ta naša lenoba, da bi se postavili na noge, da bi poskrbeli zase, ne? Je bistveno močnejša kot občutek odgovornosti, da bi za svoje, pa ne reč zdravje, službo, medosebne odnose suvereno poskrbeli sami. Pa mislite, da je to del človekove narave? Da je po naravi len, če tako rečem? Ali botruje vsemu temu, kot ste omenili, način, kako smo vzgajani, način, kako družba funkcionira? Torej, je to del nečesa, kar moramo s kultivacijo preseči, da postanemo odgovorni? Ali je družba oziroma okolje odgovorno, da smo taki? Jaz bi kar posamezniku pripisal to odgovornost. Jaz mislim, da se večina odgovorov tukaj skriva v enem takem odgovornem starševstvu, ki otroka uči delovnih navad. Meni se zdi, da v bistvu pozabljamo, ampak res pozabljamo tisto temeljno substanco, ne, da bom skozi pregovor povedal, da brez dela ni jela. Ne. Mi smo prepričani, ravno z tiste storilnostne naravnanosti, ki smo jo omenila prej, ne, da v bistvu moramo otroka iz vseh časovno potratnih stvari izločiti. Ne. Izločiti, ker on je ves čas premajhen, da bi se dovolj hitro sam oblekel, da bi si dovolj hitro sam pripravil zjutraj zajtrk, da bi se dovolj hitro sam odpravil v vrtec in seveda to vse namesto njega naredimo mi, ker ni časa. Ne, ker spimo do zadnje minute, ker vse naredimo na knap, kot se po domače reče. Ne. In to traja, dokler staršem v enem trenutku ne prebije, da so servis, da so sužnji, dobesedno sužnji enega mladostnika. Takrat pa njim pride na pamet, da rečejo, ja, zdaj pa lepo prosim, zdaj pa ti skuhaj večerjo. In otroku ni čisto jasno, kdo zdaj kle iz napačnega filma, ne? Ali oni ali starš, seveda starš. Če mi do zdaj ni bilo treba, jaz lahko pokličem halo pico, naročim pico, da bi jaz skuhal večerjo, mislim, od kje. Ne? In takrat se začne vojna dveh imperijev, otrok in staršev. In takrat v bistvu zopet nov impuls, ki odmakne ta dva sistema enega od drugega in seveda oboji se potem nesrečno počutijo. Ne? Naučiti se delovnih navad je časovno potrošno. Ne? Rabiš čas. Si ga moraš vzeti. Ni tudi, ali bi si ga starši, ali si ga ne bi, kdaj nisi ga vzamejo. To lahko mi debatiramo ob eni drugi priliki, ampak vendarle si vzeti čas za otroka, ko ga vzgajamo, je ključno. Meni se zdi to celo bistveno bolj pomembno, bom kar malo pretiraval, ja, kot katerikoli drugi vrsta starševske vloge. Ne? Ker če mi učimo otroka delovnih navad, seveda ga učimo tudi vrednot. Smo tudi dosledni. In seveda damo vse tiste principe vzgoje takoj zelo blizu temu prvemu, ki sem ga jaz oddvojil. Imeti delovne navade seveda pomeni ne samo narediti domačo nalogo, ne, ali pa pospraviti sobo, ampak imeti delovne navade pomeni skrbeti zase kasneje v življenju, skrbeti za svoje zdravje, delati prave stvari spet, ne tiste, ki so lahke, ampak prave stvari. Ste že vsaj en delček odgovorili na moje naslednje vprašanje, ki je, kako se naše življenje spremeni, če oziroma ko sprejmemo odgovornost za svojo osebno moč?
Ma kar dramatično na boljše. Dramatično na boljše. Hkrati pa je treba povedati, da to ni potem sinonim za biti kar 100% vse čas srečen. Daleč od tega. Ne? En lovec seveda tudi ne bo lovil svojega plena, če simbolično nakažem. Ne? Plen seveda je dobra volja partnerja, plen je pozornost otroka, plen je lahko pozitivna povratna informacija od tvojih sodelavcev. Ni nujno samo kos mesa, ki ga pol na koncu pojemo, ali pa stanje na transakcijskem računu, ki ga imamo na koncu. Medtem ko žrtev čaka, da je pohvaljena, žrtev čaka, da se nekdo spomni, pa mu da feedback nazaj. Ne? Tisto, kar bi tukaj rad opozoril, je to, da večina ljudi misli, oziroma je globoko prepričani, seveda to je spet razlaga žrtve, ne, da če bi oni želeli bolj odgovorno živeti, bi se moglo nekaj dramatičnega v njihovem življenju spremeniti. Torej, da bi mogli ali se nekam preseliti na drugi konec Slovenije, pa se ne more, ker imajo tukaj 600 kvadratnih metrov veliko hišo, kjer nihče ne bo kupil za tisti denar, ki bi ga jaz prodal, ali bi mogli ženo zamenjati, pa otroke, da bi pol začeli odgovorno živeti, ali bi mogli, ne vem, službo zamenjati. Ne. To so vse tisti dramatični robni pogoji, ki se noben ne izpolni, pol životari naprej. Če se pa mi zavedamo, ne, da kakovost življenja dramatično spremeni, kaj počneš prvih 5 minut, ko prideš domov? Kako si pozoren do tistih ljudi, ki so takrat doma? Ne do vodovodnega inštalaterja, ki je slučajno na obisku, ali pa poštar, ki je prinesel pošto, ampak do tistih tvojih ljudi, ki so tvoji najdražji, za katere ti javno razglašaš, da so ljudje, ki ti največ na svetu pomenijo, ne, pa velikokrat z njimi delamo kot z najbolj tretjerazrednimi znanci, ki nam sploh niso pomembni. Ne? Če mi tako spremembo naredimo, ko pridemo domov, pa zadnjih 5 minut preden gremo, se pocrkljamo, pa si damo ljubčka, pa gremo pol proč, ne? Že začnemo v bistvu bistveno bolj odgovorno živeti svoje življenje, hkrati pa medosebni odnos postavimo na čisto druge temelje. Torej, te drobnarije, ki sem jih zdaj omenil, so bistveno bolj pomembne za kakovostno življenje, kot je to, da zamenjaš službo z ene slabe ali pa povprečne v eno super službo z ne vem kakšnimi bonitetami. Iz vsega povedanega sklepam, da se je odgovornosti za svojo osebno moč na nek način naučiti. Drži. Kje začeti in kako se tega naučiti? Če bi v bistvu hoteli presekati začarani krog, seveda je najboljše začeti z starši, ki imajo majhne otroke. Še boljše, ko pričakujejo majhne otroke. To pomeni, da začnejo razmišljati ne samo o tem, katere copatke bojo kupili, pa kako bo pobarvana soba od otroka, čeprav to je zelo lepo in to je v bistvu tista najnežnejše fantazije, ki jih imamo in v bistvu bohvari se tega odpovedati. Ampak v tem kontekstu, ne, seveda tudi razglabljati o tem, kako bomo ene stvari v zvezi z tem novim članom, članico, ali pa če jih prihaja več hkrati, tudi speljali. Ne. Kaj bodo naše prioritete v življenju? Ali v bistvu bomo hodili na sprehod, kaj ga bomo sprehajali, ali bomo vzeli starševski dopust, mogoče tudi očetje, kako bomo sodelovali pri nenazadnje previjanju, hranjenju, nočnem vstajanju in tako naprej. Če to odgovornost prevzamemo na en konstruktiven način, torej da se mi vpletemo v življenje te družine, potem je to seveda prvi korak. Ne? Seveda, ker niso pa vsi starši, nenazadnje ti, ki nas gledajo, tisti, ki bi imeli te možnosti, so mogoče že starejši, so že tudi z otroci, ki so odšli iz gnezda, ne? Je pa seveda drugi odgovor, ne? Torej za tiste, ki nimajo teh otrok, kako lahko postane bolj odgovorni, da si izberejo tiste najdrobnejše spremembe, ki jih zmorejo narediti. In to, kot smo rekli, ni nobena drama. Je to v bistvu čisto preprosto način, da začnejo zdravo živeti, da pač, ampak res se odločijo, da bojo pa 3 jabolka na teden pa res pojedli. Ne? A pa ne, da kaj ne bojo počeli, pa kaj bojo. Ne, to pomeni, če rečete vi zvečer, jaz po 8 uri ne bom jedel, ja, pa bom pa po 9, ne, če že ne bom po 8. Ne. Če pa vi rečete, bom vsak večer med 7 in 8 uro pojedel nekaj oreščkov pa jabolko, ne, bistveno manjša verjetnost, da bi nas pol kadarkoli prijelo, da bi kaj pojedli, pa da se moramo nečemu odpovedovati. To je, da smo pozitivni pri sprejemanju odločitev v svojem življenju. Morda za tiste, ki si želijo ali pa ki so na poti sprejemanja odgovornosti in ugotovijo, da nekako več ne pašejo v družbo. Ker družba, kot sva omenila, ni prav naklonjena odgovornosti oziroma je naklonjena določeni odgovornosti. Kaj bi svetovali takemu človeku?
Verjetno se ne bo zgodilo tako dramatično, da bi se ne počutili več, da spadajo v družbo, ampak mogoče si bojo manj časa vzeli za tiste, kradljivce časa, da bojo počeli stvari, ki nimajo nobene dodane vrednosti, ne. Vi lahko, bom samo kot primer omenil, če nima nič proti temu časopisu ali pa tem časopisom, kot so Lady, Slovenske novice, vi lahko tudi 10 let to berete, intenzivno, vse preberete, se vaš IQ, vaš EQ, vaša nobena se ne bo premaknila za milimeter, kaj če mu padlo bo dol. To pomeni, če vzamemo nekaj časa od tega, ali pa ko se pogovarjate do neskončnosti z ljudmi, ki nimajo nobene dodane vrednosti, ki samo jamrajo, vidijo samo probleme in tako naprej, če delček časa iz te komunikacije, iz tega, te porabe časa vzamete, ima dovolj, da živite sami sabo, si dovolite svoj miselni tok, da razmišljate o tem, kaj je v življenju lepega, naredite en sprehod po parku, po gozdu ali kjerkoli že, naredite že dramatično spremembo v svojem življenju. Včasih je dobro vedeti, da ni potrebno premakniti gora, ampak so že majhni koraki popolnoma dovolj. Doktor Zadel, najlepša vam hvala za veliko podatkov in za veliko dobrih informacij. In hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Za vas seveda želim, da je vaše življenje čim bolj polno, izkoristite svojo osebno moč in prevzemite odgovornost. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.